pri vas, jaz moram reči, da sem danes prvič pri vas in moj prvi vtis je odličen. Gostitelj nosečnega večera je etnološko in kulturno društvo Furman in njegov predsednik, gospod Gojko Jeršenak. In kaj je povod, oziroma kaj je vzrok za to, da smo nocoj tukaj, kljub tem čudnim in nenavadnim časom v tej vaši krasni dvorani. Vzrok je nova knjižna izdaja gospoda Gojka Jeršenaka. Vaš Gojko je tudi član Celjskega literarnega društva. Smo bili pravzaprav vsi veseli, da se nam je pridružil, tako da tudi mi v Celju na nek način spremljamo njegovo literarno ustvarjanje oziroma njegovo kulturno podoživljenje in življenje vsega tega, kar vaš Gojko počne. In o čem bo nocoj tekla beseda? Čeprav že sam ambient, sama dekoracija pravzaprav nakazuje na to, pa vendarle mislim, da bo odgovor na to dal Gojko s svojim ansamblom Krsan, ker bo vsebina naslednje skladbe pravzaprav odgovorila na to, o čem bomo nocoj govorili. Izvolite. Hvala lepa.
lepa. Gojko, zdaj te bom pa jaz kaj povabil tudi vsem k meni, oziroma k sebi. Torej, dobili smo odgovora, ne? Jabolka, dedkov in babic. Odprl sem prvo stran knjige in tule je spremna beseda, ki jo je napisal Ivan Janez Dimitrijevič in takole pravi. Dolina, po kateri je nekoč tekla Rimska cesta, je tesno povezana z literarnim ustvarjanjem, z literarnim ustvarjalcem, glasbenikom in amaterskim igralcem Gojkom Jeršenakom. Avtor zgodbe o jabolkah v dolini, kjer biva in na Čretvežu, ki je sestavni del te pokrajine, govori o jabolkih, pravzaprav o jablanah in o tistih pozabljenih, tistih, ki so zaznamovale čas naših babic in dedkov, še bolj pa verjetno čas naših prababic in pradetkov. Dejstvo, ki se ga avtor zaveda, je, da tonejo v pozabo in da je današnji čas na nek način mačehovski do njih. In tako se je rodila želja. Kakšna želja, Gojko? Torej, vsi, ki se spomnite, kako so včasih izgledali kmetije, vsaka kmetija, tudi če je bila manjša, je imela nekje v ozadju sadovnjak, ki so mu rekli domače pungret. In tam so rasle te stare sorte jablan, hrušk in slivic, vsega, kar je bilo. In nekako, ko hodimo, kako ste že prej tudi omenil, po Čretvežu, ker ti pungrati nekako vedno so še, je špila ta ideja za ta stare sorte jabolk, ki pa jih res ni več toliko, ne? In iz tega se je potem porodilo, da bi pa nekako obudil te sorte in se vesli pač preko nekega dialoga, ki se dogaja v samem sadovnjaku. In nastane pa zgodba, ki, ko se je začela pisati, se je pravzaprav peljala. Povej mi, pravzaprav, knjiga mora biti nekomu namenjena. Knjiga je sicer avtor študiral, ampak knjiga mora priti do bralca, do ljudi, do človeka. Komu je pravzaprav tvoja nova knjižna izdaja Jabolka, dedkov in babic v osnovi namenjena? Dejansko, če že samo po naslovu pogledamo Jabolka, dedkov in babic, je nekako za nostalgijo nam in še nam starejših, predvsem pa je namenjena knjiga, če bi rekel ciljno mlajšim otrokom. Namreč iz te zgodbe, ki je napisana v knjigi, pripravljamo z našimi člani društva Furman nekako tudi eno, seveda, to sem zdaj naprej povedal, nismo se še pogovarjali, sestanka še nismo imeli, ampak takrat, ko sem jaz vam, gospod Janez, predstavil to idejo, da bi to zgodbo, ki je v knjigi, naredili kot otroško igro, za igro v osnovnih šolah ali pa za višja stopnja vrtca, ste takoj bil za in ste mi še celo neka navodila, povedal in nasvete dal. In resnično sem začel razmišljati o tem, da bi to zgodbo napisal za ta nivo, kot igrico, kot igro. In vas bom seveda še prošel za kak nasvet, kajti vi ste bil dolgo leta, ne samo ravnatelj, ampak profesor. Ja, torej meni je ta ideja nekako blizu, ne? Zdi se mi, namreč knjiga ima, tekst ima tudi vzgojno poanto, ne? Skozi tekst pravzaprav nekako se mi zdi, da si hotel položiti v mlade ljudi, v otroke, v šolsko mladino, pa tudi v srednješolsko, to spoštovanje do preteklosti, do tega ljudskega izročila, oziroma do tega, kar je nekoč bila naša vrednota. Se dejansko niso samo jabolka, ne? Veliko je stvari, ki se kot vrednote izgubljajo, zato se je nekje treba pričeti, da res tem mladim cepimo, da so domače stvari, tisto, kar je doma, morda res najboljše. Danes je svet tako blizu, da
danes si tukaj, jutri si tam, internetne povezave so, vendar jaz mislim, še vedno lahko obredeš cel svet, pa še vedno se sreča najde samo doma. Da bodo spoštovani gostje, ki so nocoj prišli, tebi bo pozdrav in knjigi bo poklon. Nekako lažje morda sledili temu našemu večeru in morda začetek prebral jaz sem kratek odgovnik iz knjige. Takole pravi vaš rojak in naš član, govorim seveda v Celjskem literarnem društvu, Vojko Šenak. Nastala je tišina in le rahel piš vetra je zavel med vejami. Vsi so strmeli v Carjeviča in čakali, kako bo nadaljeval. Naredimo nekaj in se postavimo tja, kamor sodimo, da nas bodo cenili, kakor smo cenjeni v ljudskem reku. Jabolka smo v zgodovini več vredna, kakor se nam zdi. Ravno sem vam naštel nekaj pravljic, ki govorijo o jabolkah. Pa še veliko prigovorov je. Recimo, eno jabolko na dan odpodi do tere strani. In ko bomo bolje premislili, jih bi verjetno našli še več. Pokažimo ljudem, kdo smo in kako uporabni smo. Boljši od grozdja, ne boljši od marelic, boljši od sliv. Tepka je navdušeno dodala, boljši kot krompir. Vsi so se glasno zasmejali, Carjevič pa je nadaljeval. Tako je Tepka, tudi boljši kot krompir. Prav imaš. No, vidite, da niste takšna Tepka, za kakršno me imate, je vsičeno povedala. A so se vsi zopet znova nasmejali. Torej, kdo so glavni junaki, Gojko, tvoje zgodbe? Torej, glavni junaki so zagotovo, če začenjamo, je Carjevič, Bobovec, Mošančika, Lesnika, no in pa vsaki zgodbi je fajn, da je še kak Tepček, v vsej primeru je Tepka, ki ima nekih svojih, in pa Zlatin Jelišej smo tudi imeli, sicer je to novejša sorta, ampak nekako tudi se mi zdi, da so upada, ker je treba tudi malo pomešati novo in staro. Ja, torej zgodba se dogaja v Sadovnjaku, junaki smo zdaj slišali, kdo so. Tukaj je seveda še potem črv, ki greni življenje jabolkam, in tukaj ste še kmet in njegova žena, ki pravzaprav na nek način skozi zgodbo odkrijeta nek nov pogled na jabolka, neko novo vrednost jabolk. Moram reči, da se stvar srečno konča, ne? Srečno konča tudi za stare vrste jabolk. Čeprav bomo nocoj verjetno še kakšno rekli tudi o jabolkah, ki danes raste na plantažah. Povabili smo gospoda Brička, pa ne vem, če je prišel, to bomo videli kasneje. Lahko da še prišel. Zdaj pa seveda tule za zaveso je še nekdo z nami. To pa je gospod Živko Beškovnik, predsednik Zveze kulturnih društev v Celju, tudi amaterski igralec in vsestranski kulturni ustvarjalec. In jaz predlagam seveda, da bi se zdaj s pomočjo njega sprehodili od glavnega junaka do glavnega junaka. Pa začnimo s tistim jabolkom, če bom pa zdaj malce izvoližilko, malce šel v posebno noto. Jaz se spomnim, da sem kot otrok prihajal na obisk k svoji teti. In teta je imela na omari gor zložene najlepše Carjeviče iz svojega Sadovnjaka. In so se mi najprej sline posedile po teh krasnih Carjevičih, ki jih je hranila na omari v spalnici, ker je bila stalno ista temperatura in precej hladno, in zato so bili Carjeviči tam varno spravljeni, dokler nisem prišel jaz in zato pa šla sem hodil, da potem na omari ni bilo ne več nobenega Carjeviča. Torej, prisluhnimo zdaj Carjeviču. Smo stara,
avtohtona, priljubljena in odporna sorta. Imamo svetlo-zeleno rumeno barvo, na sončni strani pa pordičimo. Zaradi tega napravijo tudi rdečelička. Zelo dobri smo za ozimnico. Meso je rumenkasto belo, sočno, srednje čvrsto, sladko-kiselkastega okusa. V kleti smo lahko nekaj mesecev, vse do zgodne pomladi. Ja, človeku se, a ne, ob Carjeviču, kar podsedijo sline. Naslednja junakinja knjige je Mošančika. Mislim, ko sem knjigo bral, sem pravzaprav nekako bil, jaz nisem še slišal tega izraza, mi smo namreč rekli tej junakinji Mošančka. Pa me zdaj zanima, a si se ti jezikovno zmotil, pa jo poimenoval Mešančika, ali pa smo mi črko I spustili? Ne, je kar mešano. Bom rekel, v naših koncih, pa tudi Srečje Konjice okolica se praktično oba izraza uporabljate. Spomnimo pa se, kdo je gledal film Moj ata socialistični koraki, pa je izrazito Mošančika. Pusti moje Mošančike, je rekel. Dobro, potem pa gremo zdaj k Mošančiki in Mošančki. Smo mesnata in slastne. Zaradi našega okusa nas uporabljajo tudi v kulinariki. Zelo dobre smo pečene, še posebej pečene s cimetovo omako. Odlični so tudi naši krhlji. Značilnost našega izgleda je, da se barve prav prelivajo. Rdeča v zeleno, ti dve v rumeno, tako da našega izgleda ni moč zgrešiti. Ja, to je bila torej Mošančka oziroma Mošančika. Zdaj pa na vrsti Friderica. Gojko bomo vprašala tvoje goste, ali poznate v dvorani Friderico. Ja ali ne? A poznate? No, jaz moram reči, da sem prvič slišal ta izraz Friderica. Vem, če se prav reče Friderica ali Friderica. Pa nam smo rekli Friderica, mama je res Friderica. Ja, Friderica, okej. No, v knjigi smo pravilno zapisala, ne? Pa letraca, ne? Ja, seveda. Torej, oganili ste, da gre za Friderico, sicer bo pa vse povedala Friderica sama, kaj ne? Nas imenujejo kanadska renka. Kanadka, Kanadčanka. Nekateri celo Friderica. To pa zato, ker imamo hrapavo kožico in značilno rjasto barvo. Baje izviramo iz Normandije, na kar so nas odnesli v Kanado. Vrnile pa smo se v Evropo in tudi v Slovenijo. Smo nepravilne oblike, imamo vrsto, drobno zrnato meso in nismo občutljive na obdolženine. Ja, in zdaj gremo ne Mošančika, Friderica, Kanadka, ne, gremo pa malo na moško stran in gremo k Bobovcu. Jaz moram reči, da nekako kot otrok nisem maral Bobovca. Zlasti ne novembra, pa ne decembra, potem marca, aprila je pa tudi Bobovec bil dober, tako ga imam jaz v spominu. Morda je to malce mačehovski odnos do Bobovca, sicer pa prisluhnimo Bobovcu. Smo stara, domača, odporna sorta. Naša jablana zrastejo veliko in široko bujno krošnjo. Pozno cvetimo in dolgo, zato nas spomladanske pozebe ne vzamejo. Po velikosti ploda
smo srednje debele, s kratkimi pecki, zelene barve, ki kasneje postanejo zeleno-rumene. Na sončni strani pa dobimo drobno rahel rdeč sijaj. Pozabil sem še povedati, da je naše meso kiselkastega okusa in trpko. Omehča se šele po božičnih praznikih in novoletih. Smo odlični za predelavo. Torej, jabolčnik, ne? Ja, dobro. Zdaj seveda, če se sprehodimo po knjige naprej, imamo še eno jabolko, ki pa je verjetno v zavesti nas, ki nismo več osnovnošolci, pa srednjošolci, pa rosno mladi, ampak smo samo še mladi, posebno mesto. Jaz predlagam, da bi najprej se jabolko predstavilo samo, potem vas bomo povprašali, če veste, za katero jabolko gre. Takole bi potem predstavitev bila zaenkrat brez imena, ker ne izvolim že bo. Imamo srednje debele plodove, odvisno od rege sadovnjaka. Naša barva je zlato-rumena, zeleno-rumena, odvisno od rege sadovnjaka. Naši plodovi so v glavnem podolgovati, ali pa tudi ne. Odvisno od meso je sočno in rahlo čvrsto. Zato smo zelo primerni za uživanje starejših ljudi, ki jim rado nagaja zobove. No, jaz imam zelo rad. Ja, torej zdaj pa seveda vprašanje za vas. Torej, katero jabolko se je predstavilo? Tako je. Moram reči, da si ti to prej povedal, preden smo prišli v dvorane. Nisem povedal. Ja, dobro, tako je, to je bil zlati delicious. No in seveda zdaj so bile to skoraj da vse glavne osebe iz tvoje knjige, so bile to glavne osebne izkaznice jabolk. Bi pa še rekel tole, če bi zdaj šli malce v zgodovino, a si Gojko ti, ki si srednje mlad, spominjaš teh jabolk, ki so se zdaj predstavili? Dejansko lahko rečem, da vseh, ker je včasih bil velik sadovnjak, ki ga je praktično vzdrževal Ata Franček, in so dejansko ta jabolka bila na naših kmetij. Ja, nekako smo začeli z gradnjo in zdaj smo tako pri sredini naše prireditve, zato bomo zdaj prisluhnili fantom, ki so veliki prijatelji našega Gojka Jevšenaka. Jaz sem zdaj danes na drugi predstavitvi knjige gospoda Jevšenaka in so mi iz prve predstavitve posebej ostali pri srcu ali po spominu arcilinski fanti, ki so tam nekje zadaj, in zdaj bova Gojko arcilinske fante povabila k mikrofonu. Izvolite, brate. Jaz bi dodal, da smo z arcilinskimi fanti že posneli kar nekaj pesmi na prejšnjem glasbenem projektu, imamo 2, pripravljamo tudi nekaj novih. Fantje bojo danes najprej zapeli, ker smo v sadovnjaku, ker smo na kmetiji in pa hkrati tudi v lepi naši Sloveniji, bojo najprej zapeli sami pesem, ko so tkali naše trate, ki upeva na poto naše Slovenije, na kar bomo pa skupaj šli še prav lepo je res na deželi, in pa v sadovnjaku ima sikdaj bil tudi pan, in bojo fantje zapeli o starem panju, ki je sicer zapuščen, vendar se mu obeta nekaj novega. Ko so tkali naše trate, angelci so rajali, zelen vrh in njive zlati.
все сладко, все сладко. О небішки зокравіці, райські зборі пивалі, со словінцем зелушисі, златі гласі збірали. Ой, зато в Словенії є лепо, все весело, все сладко, все сладко. Ой, зато в Словенії є лепо, все весело, все сладко, все сладко. Правді поєдні знадежелі,
Ja, arsenski fanti, hvala lepa. Pravzaprav je nekaj simbolike v tem, ne? Fantje dvigujejo slovensko ljudsko pesem, to se pravi naše izročilo iz pol pretekle in pretekle zgodovine. Vojko pa boja spomine ali pa pravzaprav dogajanje ali pa odlomke iz življenja in predajevanja naših ljudi tudi pravzaprav iz pretekle in pol pretekle zgodovine. Tako da, fantje, še enkrat hvala lepa. V načrtu sva imela z gospodom Jeršenakom, da bova povabila tudi gospoda Brečka, pa je žal zadržan. Namreč, da tule imamo pa seveda tudi jabolka. Ampak to so jabolka današnjosti ali pa prihodnosti. Tule v teh letačkih so pa jabolka, ki so seveda glavni junaki Jeršenakove knjige. In želeli smo pravzaprav od današnjega sadjarja, sodobnega sadjarja, izvedeti, kako pa na to pobudo avtorja knjige Gojka gledajo tisti, ki od današnjih jabolk živijo. Ali imajo ta stara jabolka kaj možnosti, da postanejo pravzaprav tudi prebivalke teh velikih nasadov jablan v slovenskem prostoru. Ali si se z gospodom Brečkom o tej stvari, ko je nastala knjiga in ko je nastala in ker je on tudi tvoj sponzor, kdaj pogovarjal v Grgu? Moram reči, da to se res nisem pogovarjal, namreč, ko sem jaz tole knjigo spravljal v tisk in sem se mu nekajkrat oglasil, je bil največja berba, je bila takrat teh jabolk, ubirali so in je bilo težko do njega priti. Tudi zdaj, ko smo nekako uskladila za današnjo promocijo, da je tale jabolka nam dal, da jih lahko pogledamo, da jih lahko tudi poskusimo kasneje. Se res o tem nismo pogovarjala, vendar, ko sem mu predstavil zgodbo, kakšna v tej knjigi je bil takoj navdušen. In ko smo se seveda začela pogovarjati za sponzorstvo, kar je danes najtežje dobiti, je, bomo rekel, vrsrčno doniral za to našo knjigo, za željo, da pač neki knjig tudi odkupi. Hkrati vam moram reči, hvala mu lepa tudi, če ga ni v dvorani za danes in za jabolka in za sok, ki ga je dal. In že tekom včerajšnjega popoldneva, ko sem bil pred njemu, je rekel, da bo danes prešal. Gre za velike količine prešanja, tako da če bo uspel, očitno ni uspel, ampak vseeno hvala za tisto, kar je doprinesel, torej gospod Grega Brečko, ki zdaj vodi kmetijo Brečko. Prav, ja, hvala lepa. Gospod Brečko, tako nadaljavo. Zdaj pa imam jaz, Gojko, spet vprašanje za tvoje nocojšnje goste, za poslušalce. Ali vi v dvorani veste, kaj je to gozdna jablana? No, ne vas podolažim, tudi jaz nisem videl. Ampak nam bo zdaj na to odgovoril gospod Živko. Kot vidite, sem povsem na robu sadovnjaka, že z nekaj koreninami v gozdu. Zato nam pravijo divja jablana ali gozdna jablana. Najljubše nam je, če nam rečejo lesnika. Imamo dolgo rast. Deblo zraste v višino tudi do 10 metrov. Krošnja pa je zelo široka in razvejana. Veje rado obraste grmovje in trnje. Naši plodovi so okrogli, trpkega in kislega okusa. Šele po prvi pozebi dobijo prijetnejši okus. Vsebujejo pa veliko pektina, ki je zelo zaželeno za boljše želiranje. Ja, torej, hvala lepa, lesnika. Jaz se spomniš te pesnike?
Jaz se spomnim, ko smo hodili našim sorodnikom v Šmarje, da je bila tam na Lesnikah veliki grupa hrušk, in ko smo prišli takrat od Svetega Roka, ker smo bili romarji Svetega Roka, smo se vedno pri Sadinjih ostavili, ker je naš prednik bil tam poročen in je tako ta žlahta še nekako še drži. In smo potem se zapodili v tisti sadovnjak in smo celotnega pregledali vse, kar je bilo, in seveda tudi pojedli, kar je bilo, če vrlo tega tako veliko nismo mogli vse pojesti. Ja, jaz se pa spominjam Lesnike, da ima, če si ugrizna, če ugrizneš, da ima tak trpek okus, mi smo temi rekli, da ti kar pušta skupaj potegnilo. Nisem pa bil pozoren, saj pri nas iz mojega otroštva nimam tega spomina, iz svojega otroštva nimam tega spomina, da je to v bistvu gre za divjo ali gozdno jablano oziroma drevo. Ja, pač pa se dobro spominjam tepke, ker smo imeli dve vrsti jabučnika. Imeli smo jabček, smo mi rekli v Slovenski dolini, pa tepkovc. Tepkovc je bil tako malce zapostavljen, je bil malce druge vrste, kar se pa posledic pitja tiče, je bil pa prvi vrsti. Pa seveda tepke so torej tiste, ki so pa tudi tesno povezane z jabolki, pa najprej prisluhnimo, zakaj in kako. Nam pravijo tepke, pa bom tudi razložila zakaj. V sadovnjaku se med vsemi jabolki edina hruška. Med hruškami veljamo za srednje velike, okroglaste oblike, z dolgim pecljem, rumenkaste barve, z lepševalnimi barvnimi odtenki. Imenujejo nas zimska hruška in smo zelo iskane za pripravo žganja. V času vladavine Marije Terezije je zaradi lakote izdala ukrep, da morajo domačije imeti okoli hiše sadno drevesa, s čimer sta se blažili lakota in želja. Naše ime izhaja iz besede tepeškanje. Če namreč niso posadili tepke in skrbeli zanjo ter obirali njihovih sadežev, je bil hrastnik tepen oziroma tepeškan z leskovo palico. Ja, tako je torej s tepko. Tega nisem gledal, ja, na žganje. Jaz se samo spominjam, da so pravzaprav te tepke mešali skupaj z jabolki, ko so prešali oziroma mleli, ko so pripravljali. Za ta tepkovc, ko je bil bolj, ne? Da je bil tepkovc bolj, ne? Ja, če so ne sami tepke, je bil tepkovc. Hotel sem povedati, da ima tepkovc bistveno več v sebi alkohola, kakor sicer navadni jabolčnik. Ja, zdaj seveda smo nekako prišla skozi knjigo. Rekli smo, a ne, da je knjiga tudi vzgojna. Vzgojna v tem smislu, da poskuša vrednost jabolkom dati takšno, kot si jo zaslužijo. Morda bi pa za zaključek, vendarle rekli, da sta junaka, oziroma da osebi, ki nastopata v knjigi, sta tudi kmet in kmetica, oziroma mož in žena, ki pridete v sadovnjak in pravzaprav tudi na nek način odkrivata vrednost jabolk. Pa bi morda za zaključek tale odlomek prebrali. Kole je rekel žena svojemu soprogu, oziroma svojemu možu. Dobro se jih najej, ljubi moj možiček. Poberava jih v košare, potem pa boš videl in okusil, kaj vse bo iz njih nastalo.
Kaj ne boš naredila z njih, jo je Radovedno vprašal. Tiste, ki dlje držijo, gredo v klet za ozimnico. Iz drugih pa marmelado, spekla bom jabolčne kekse, skuhala bom džem, tebi bom naredila slasten štrudel. Nekaj jabolk bova narezala na krte in jih posušila. Tista, ki pa so natovčena, pa bova sprešala in imela jabolčnik. In tudi jabolčni sok, pa seveda več jabolčnega, ki ga rad piješ. Joj, toliko dobrot nudijo, pa se tega nismo prej spomnila, je modroval mož. Tebi žena kdaj speče jabolčnik? Štrudel. Ne samo, da ga speče, ko bo tale prireditev pri kraju, ste vsi skupaj vabljeni tam od zadaj in bomo lahko poskusili, kak štrudel je naredila. Moram vam povedati, da smo včeraj cela družina še z dedjem pa babico vsi lupili tistele naše jabolke. Florian je hodil pa dol v mamici nosu, to smo lupili vsi križom, eni stiskali, eni ribali, Sonja je pa štrudel delala, da bi boste danes lahko probali. Ja, Sonja, da se krivo po Sonja, ne? Ja. Če sem malce samo kritični, nekam sumljivo mi gre danes jabolki v glavi, ne? Da se oproščam. Jaz se vam že kar naprej oproščam, da sploh ga nisem zrihtal, imamo vino. Ja. Dobro, torej, morda še besedo dve, vendarle knjiga je tudi izjemno lepo likovno opremljena. A ne, tako da jabolka kar sijejo in žarijo iz platnic knjige. Morda še besedo dve, Gojko, o likovni opremi tvoje knjige. Torej, to je zdaj drugi projekt, ki sodelujem z Gospodičem, ker je zelo mlad fant. To je Nejc Mazur, ki prihaja iz Bezine pri Slovenskih Konjicah. Nadobuden slikar, ki ima željo biti slikar, čeprav zdaj zaradi tega, ker še ne more od tega živeti, enostavno mora hoditi v službo. In nekako zagotovi mojim željam, ko mu predstavim, kaj bi želel, da nariše, se mi zdi, da je res to v trofi. Tamle od zadaj, če bo hotel še kakšno knjigo kupiti, sta praktično Vla in Vila Tesnica, kjer je tudi on risal, in pa tale Jabolka, Dedko in Babic. In naj povem, da rezultat tega njegovega dela je tudi to, da smo v prejšnji knjigi, ki govori o tele naši reki, ki teče skozi stranice, tam smo nekako, bom rekel, na mojo željo je Nejc narisal in avtorsko naredil Polajnerja in pa Zlodeja, ki sta tam zadnji na temle plakatu, ki se bo kasneje videla. Hkrati je pa zunaj še en škrat, to je pa Zvarovski škrat, ki smo mu dali ime Drejko, ki ga je pa tudi naslikal Nejc Mazur, tako da po enem dobrem letu in pol, 2 letih, kolikor mi ga sodelujemo, mislim, da smo kar plodna. Ja, torej Nejc Mazur, hvala lepa za likovno opremo in še veliko priložnosti, da boš lahko s likovno ustvarjalnostjo obogatil knjige, upam, da tudi kakšno še Gojkovo. Gojko, zdaj pa seveda zaključna beseda in prav je, ker je večer bil posvečen tebi, tvoj Kršenak in tvoji knjigi Jabolka, Dedko in Babic, da damo tebi zaključno besedo, izvoli. Torej, jaz bi se zahvalil vsem članom Etnološko in kulturnega društva Stranic, ki so tudi danes pomagali, tudi drugače sodelujemo. In jaz upam, da nisem prehitro izdal informacije, da bomo tudi to igrico praktično uprizorili. Skratka, Dragica je naša članica, hkrati tudi poslovnica, hkrati je tudi Vrtnarstvo Lipa, sponzorica in ona je tista, ki je to dvorano tako učinila, da izgleda tako lepo, kot zgleda. Torej, zgleda odlično. Ja, se strinjamo. Če se prošla prekiniti, mi z gospodom Živkom
škodnikov smo na veliko prireditvah, ampak moram reči, da smo bila resnično navdušena ob vstopu v to dvorano nad prizoriščem, nad odrom, nad dekoracijo in nad premo, rekli bi temu pravilno, nad scenografijo oziroma sceno. Odlična je in kar nekako diha z jabolki in s knjigo in s tem, o čemer smo se v toj pogovarjali. No, če nekaj samo dodam, ko smo včeraj urejali dvorano, sem jaz imel še nekaj doma potrgal teh vinskih listov iz Brejt in ko je ona to videla, ko je začela, tu je še ima listje, pa tam še ne bom, pa to ima še na vodo dala, pa sem rekel, ja, kaj dagala, pa ne bomo ponucala. Je rekla, Gojko, či so jabke, vidno bomo drugič, ko v drugo knjigo napisal. Hvala še enkrat, ti čestitke, ja. Potem hvala lepa seveda tudi Štetovi Marjani, ki se vedno angažira in tudi aktivna pri gledaliških igrah, ki jih igramo. In moram reči, da danes mi je celo zrihtala, da še je moža aktivirala, ki skrbi za to tehniko, ki jo gledate tukaj na projekciji. Tako Marjana in pa Andrej, lepa hvala. Potem, ja, lahko zaprosim. Potem hvala lepa članici Poloni Škofljakovi, ki se bo danes še aktivirala in angažirala potem, ko gremo na drugo stran dvorane, tam, kjer se bo malo kaj pojedlo in popilo. Lidije sicer tudi hvala Polona. Lidije v dvorani ne vidim, tudi nekaj drugih članov, ne, tudi Boris preklical in se je opravičil, da ga danes nekaj še je v trdi Avstriji rekel, ker je še der. Tako hvala lepa, spoštovani člani Etnološko-kulturnega društva, za to, da sodelujemo in za to, da ste prišli danes na dole promocijo. Hkrati pa zahvala vsem, ki ste v dvorani, da ne pozabim in vas že zdaj preden zaključimo, seveda vabim, da ostanete, da še potem tudi kakšno rečemo. Moram še se to omeniti, da nekako današnji večer je tudi v sodelovanju z turističnim kulturnim društvom Klokočovnik. Gospod predsednik Stanko Kukovič je bil tukaj, vendar zaradi nujnih obveznosti ga več ni, je pa prinesel nekaj vsebine, ki je za pokrit, tako da tudi z njimi sodelujemo. Ja, zdaj bomo rekli za zaključek na nesrečno pot v tvoji knjigi, da naj najde pot zlasti v mladih, da bodo prebrani in da bodo nekako začutili to sporočilo knjige. In ker smo začeli z glasbo, bomo z glasbo tudi zaključili, torej dobrodošlica je bila glasba in zdaj je za lep pozdrav in lep večer še naprej tudi glasno. Jaz bi zdaj povabil Slinske fantje, da zapojamo tisto, ki smo jo pripravljali, hvalnico pomladi, kajti če pomladi ni, tudi jeseni nič ne rodi. Tako da najprej hvalnica pomladi, potem imam še nekaj osebnih zahval in pa potem z našo glasbeno ekipo neki pesmi, za katere vem, da bomo skupaj zapeli. Naj povem, da je ta hvalnica pomladi Gojkotovo delo, bila je sicer napisala že v eni svoji prejšnji knjigi. Zadnjič, ko smo malo prišli skupaj, pa smo malo poskusili, pa bomo probali online zapeti, koliko smo se lahko v tistih uri naučili. Saj se
Zdaj, ki ste ravno slinski, tu prosim, kar ostanete na odru, Peter, kar gor počakaj, ker bom začel za zahvalami, kar z vami, no? Pravi tudi vzali, če so jabolke. Tebi niso jabolke, imamo pa eno špecialno zadevo, ki je naš sponzor doniral. Bote sami pogledali. Zdaj, prosim, če tisto, kar je noter ostane, ostalo pa Peter, ta je za tebe. Tako bi sem nekaj barane za naprej, da tudi prava oprema, ne? Z tega mesta se jaz moram zahvaliti, Peter, tudi tvoji hčeri, ki je tudi pripravila pito, pa še neki stvari mi dosti napisala, seveda, da je mama Štefka nosila talno odzadi, tako da bote probali še tudi druge stvari, nisem tiste, ko je moja žena zrihtala. Mojci se lepo zahvali, prosim. Bom se še oglasil, ker se moram tudi jaz osebno zahvaliti. Prosim pa, da Peter preješ malo bliže, namreč Peter je pred kratki praznoval 70-letnico. To ni skrivno za moške, ker povemo, jaz takrat nisem mogel, ko so imeli malo zabave, sem pa rekel, bom ti pa danes osebno iz srca, tole je Dragica zavela, noter so moji izdelki, pa neki za poplaknat od proizvod mojega brata, ker ponovadi, ko tebi predem pejem, a tis, kar je v tvoje kleti, no. Še enkrat se najboljši za tis, kar je želimo, zdravja, dobrega glasu, pa veliko sodelovanja in dobrega Petra. Bom nadaljeval kar pri gospodu Janezu, ki je nocoj vodil. Gospod Janez, prosim, če prijete malo bližje, jaz pa necaj stopim tam, ne. Spoštovani gospod, tole je tudi za vas, je moj izdelek, ki ga je zavila cvetličarstvo Lipa. Tule je pa nekaj izdelkov, namreč moram povedati, da knjiga je bila stiskana pri grafiki in založbi Grafika Gracer, ja. In tudi oni so donirali nekaj knjig, zato praktično na tak večer skoraj ne more biti kakšna druga darila, ko pač neke knjige. No in vsem tej biri, kar je tudi noter, je tudi ena zelo obsežna, po mojem to še nimate. Jaz hočem biti fraj od Jurija Vodovnika. Izvolite. Hvala lepa za vaš doprinos k temu večeru in seveda še za sodelovanje. Kot smo pa rekli, če bomo naredili igraco, smo seveda prošli tudi še za kakšne nasvete. Hvala lepa. Hvala lepa, jaz sem doma iz Savinjske doline in pri nas, kadar želimo, da nas ljudje še kdaj povabijo, ali pa da se sodelujemo, ali pa da pridejo kaj pomagati, rečemo, no, pa bodite še prošeni. In še bodite prošeni. A vete, da za Slovenčane pravi, kak so oharni, pa škrt, pa kak so zateki. Sam to ni res. Jaz vam povem, jaz vam lahko iz izlačnih izkušenj povem, da sem bil v Savinjski dolini že 3-krat tepe, pa zmerno obstoji. Ja, gospod Beškovnik, to je bil danes prava jabka, pa še tepka zradi, ja. Tudi tebi iskrena zahvala nekaj mojih izdelkov, pa nekaj, ko boš naslednjič kaj vodo, da malo poplakneš. To je tudi proizvod mojega brata, tako da hvala lepa. Ko bi pa seveda na vode povabil moja dva muzikanta, Andreja in Marjan, nekaj še bomo takrat rekli, ampak še prej bi pa jaz želel te prvo zahvalo, Andreja tebi, Marjan tebi, hvala lepa. Pa dajmo še špiliti, ne glede na korono.
Ja, torej zahvala, sponzorji ste tako videli, gor tudi na knjigi vsi pišejo. Je pa ena izmed sponzorici, pa tudi članic našega društva danes tukaj, pa bi lepo povabil gor današnjo aranžerko, spoštovana Dragica, prosim, če prideš bližje. Da te še pogledamo, da zdaj smo se pogovarjali o tebi. Dragica, hvala lepa. Kakor sem že prej rekel, grafika Gracer je dala nekaj izdelkov in jaz mislim, da tale knjiga o Martinu, moštvu, goski in vinu bo tudi prav kdaj prišla, nekaj receptov, nekaj pa zgodovine, tako hvala lepa za vse. Potem bi pa jaz povabil gor še ena gospod Janez, ko smo imeli 20-letnica literarnega društva Celje, prejšnji četrtek. Smo se nekaterim zahvalili, jaz bi pa danes še dodatno za nazaj ena zahvala, da bi prosil, če pride tajnica literarnega društva Celje, gospa Mira bliže. Hvala lepa za vse, kar delate za literarno društvo Celje, tega ogromno pošiljate sporočila, vse, kar je pisarije in teh stvari. Iskrena zahvala meni kot člana, seveda tudi v imenu gospoda Janeza. Predvsem pa zahvala za to, ker pravijo, za vsakim uspešnim moškim je uspešna ženska, ker ne bi bil Tomo predsednik društva, Pobi je res. No, in dober predsednik, ja vidim ga tam v zadnji, tako da jaz mislim, da se te bo spodbujala, kljub temu, da praviš, da ti poteče mandat, ampak nikoli ne reči nikoli, v redu domo. Mira, hvala lepa. Če je prej kdo mislil, da sem takrat, ko sem omenjal člane in članice etnološko-kulturnega društva Furman, na Sonjo pozabil, namenoma pozabil, zato ker je bom zelo gor povabil, da je prosim Sonja žena, da priješ gor. Včeraj se sam bjaj dela, ko se zdaj štrud, pa prav rekla, ali samo smo ti vsem pomagali, ne? Hvala lepa. Zdaj pa naša skupina eno pesem predstavlja, ki imamo čisto na novo nareto, bomo jo posneli, vi boste pocenili, kak zadeva izgleda. No, predtem se še moramo Gojkotu zahvaliti, tako da medtem, ko se bojo muzikanti pripravili. Namreč, jaz moram reči, da smo imeli člani društva eno tako težko nalogo. Mi smo zdaj 4 dni stikali glave, pravzaprav nismo stikali glave, pa smo se to po telefonu pogovarjali. Kaj bi zdaj za Gojkota, to je taka, on se tako vedno odloži, pa tako lepo zahvali, tudi mi se moramo člani društva njemu zahvaliti, ne. Pa smo rekli, kaj bi zdaj naredili, pa smo razmišljali prvi vrsti na rože, ne. Smo rekli, pa ni to vse praznik rož, ne. Naj si kdo misli, da smo tule kje blizu rože dobili, to je sila neprimerno in neprijetno, ne. Pa tudi ta november, ni tak za rože, če bi bil to marc tam nekje ali pa kol Valentinovga, je to čisto drugačne. Smo rekli, pa naj možakar dobi tisto, kar vedno rabi, nekako ga ima zelo rad tele butelke. Mi smo se odločili, ker je pa on že mene take 14 dni prej poklical, rekel, imaš te butelke, rabim za darila, ne. Smo pa rekli, bomo mi špendirali iz tvojega društva, bo en karton butelk, jaz smo jih že naprej prinesel, pa jih kar tudi razstava. Tako da je stvar kar zaključena. Hvala lepa.
društvo Vedež bi rada poklonila Gojkotu na skromno darilo za njegove talente, ki jih tako pridno uresničuje in je vsak dan nekaj novega, tako da iskrene čestitke. Samo povem, da društvo Vedež je tudi lep pevski zbor, s katerim sodelujemo. Nekajkrat smo imeli že vaje, nekaj je bilo tudi nastopa, tako da sodelujemo z večjimi skupinami. Zdaj pa na našo novo skladbo, da vidimo, kak bo kaj odziv. Ženska duša živenje, čudo, kira, strasti. Še zdaj si se vima, da ni pustiva, da makar sam dobri. Vira patje je velika, pa vidi zaleta. Drugi če vas vira vina, pa je tripata. Povejte ženska v srci, povejte, da čute dušice. Povejte, aj počejo, kaj rabijo, kaj želje so, vprašajte neudobce, povejte si erotične, odgovore podajajte, povejte jesene. Čustva čutijo velika, tukaj treba jih je odori. Žalca, tako šaka, prijem za kišije pusti. Tega bote se posluži, s tem se ženske navrni. Povejte ženska v srci, povejte, da čute dušice. Povejte, da počejo, kaj rabijo, kaj želje so, vprašajte neudobce, povejte si erotične, odgovore podajajte, povejte jesene. Odgovore podajajte,
je oseba, ki je prišla iz Bizeljskega in je pripeljala še zdaj seboj, kako se rekla, po poti si nekako se nabirale. Dajte prosim, če prideš bliže. Lepa hvala, ker se ti nikoli ni težko pripeljati naše konce, kadarkoli je kak koncert ali predstavitev, bodi si za mene ali pa mojega brata. Hvala lepa.
lepa, so odpeli, pijemo ga radi, tako da vabljeni, gremo nekaj spit, pa nekaj pojesti. Hvala lepa, da ste prišli, pa ko bo naslednjič, bom vas spet povabil.